Dober dan, voščim Vanja Trkman. Upam, da ste lepo preživeli te velikonočne praznike in si kaj dobrega privoščili. No, prejšnji teden smo že odprli letošnjo sezono Korakov do uspeha, ki so že postali tradicionalni na našem radiju. Slišali smo, da se je predstavilo več kot 100 podjetnikov, od tistih že uveljavljenih do tistih, ki so šele začeli svojo podjetniško pot. No, letošnji Koraki do uspeha so turistično obarvani. Zakaj turizem je hitro rastoča panoga, od katere si veliko obeta tudi celotna naša regija, pred nami je Evropska prestolnica kulture. Kaj lahko pričakujemo, kakšne turistične potenciale ima regija, kje so še priložnosti, o vsem tem bomo spregovorili v današnji oddaji, ko bomo pod drobnogled vzeli Brda. In lepo pozdravljam gosta današnje oddaje, z nami v studiu sta direktorica Briškega zavoda za turizem Tina Novak Samec. Dober dan. Dober dan, lepo pozdravljeni. In briški vinar Jure Štekar, lepo pozdravljeni. Dober dan vse skupaj. Koraki do uspeha. Dame imajo prednost, poleg tega ste, gospa Novak Samec, prinesli s seboj tudi eno tako zanimivo jed, ki jo verjetno veliko naših poslušalcev niti ne pozna. Ja, res je, prazniki so za nami in seveda tudi Brda so prepoznavna doma in pa tudi po svetu po odličnem vinu, poleg tega pa tudi po odlični kulinariki. Imamo kar nekaj posebnosti, seveda se pa zelo radi tudi vračamo k tradicionalnim jedem. Ena od teh so tudi briške fulje ali fuje, odvisno od kraja do kraja, kako jih imenujo. Gre res za eno tako velikonočno jed. Narejena je iz starega kruha, pa seveda z rozinami, z sladkorjem, z jajci. No, vse skupaj spominja na neke vrste svaljke, ki so potem tudi kuhani v tej vodi, kjer se je kuhal seveda pršut, velikonočni pršut. Gre za tako posebno jed. Ja, gre za tako posebno jed. Nekateri jo imajo zelo radi, so pa tudi tisti, ki mogoče je nimajo tako radi. Bomo na Robinu stestirali. Mislim, da bo nam kar dobro. Tudi sami ste, gospod Štekar, verjetno bili kar precej zasedeni te praznike, ali ste jih preživeli doma v krogu družine? Ja, v krogu družine, seveda tudi v krogu turistov, ker namreč se je kar lepo začela sezona. Zdaj imeli smo srečo to soboto, ker je dež zdržal. Smo bili kar lepo popolnjeni, no. Kako pa je kaj sicer z obiskom v Brdih te dni? Rekli ste, da so že na vidiku kar turisti? Ja, nekako res narekuje turistično sezono prav velika noč. Z velikonočnimi prazniki se začnejo k nam vračati gostje, predvsem tisti, ki v Brdih tudi preživijo kak dan več. Če smo pozimi mogoče bolj deležni enodnevnih obiskovalcev, ki pridejo k nam zaradi vina in pa tudi zaradi kulinarike, pa prav z velikonočnim vikendom se začnejo tudi prvi vikend oddihi. Res je bilo bolj živahno, tudi cel prejšnji teden smo že zaznali. Ja, kljub dežju, prejšnji teden smo že zaznavali italijanske goste in pa goste iz Avstrije, no prav tako je bilo živahno tudi v soboto, ko nam je vreme na nek način še prizaneslo. Zdaj nedelja, ponedeljek pa verjamem, da so se skrivali bolj ob dobri hrani in pijači. No, zašli smo že v te velikonočne vode, preden sem dodobra predstavila današnja gosta, oba, skratka direktorica Briškega turizma, Zavoda za turizem, in pa vinar, domačin iz Kojskega, Jure Štekar. Sicer vi ste širši slovenski javnosti poznan tudi po nastopu, videli smo vas torej na malih zaslonih, pa vendar ena kratka predstavitev. No, mi nismo prav iz Kojska, oziroma smo iz vasi Snežatno. Ja. Poznani smo po tem, ker imamo prvi kmečki turizem daleč naokrog, takrat še v bivši občini Nova Gorica. Mislim, da čez 2 leti praznujemo že 40. obletnico. Prvi smo začeli tudi s sobami, sobodajalstvom. In prvi smo tudi dobili certifikat za ekološko pridelavo grozdja in vina. In zdaj kot novost tudi smo začeli tržiti tudi prvi glamping v Goriških Brdih. Rad bi poudaril tudi, da smo začeli tudi nekako z nekimi dodatnimi storitvami kot pri glampingu, kot so džakuzi. Pri hiši Štekar imamo tudi eno majhno savno džakuzi, tako da bi radi te goste tudi čez zimo več časa zadržali pri nas.
Brda so, lahko rečemo, zgodba o uspehu v turizmu. Kakšni so torej te vaše posebnosti, gospa Novak Samec? Jaz mislim, da zagotovo je tu avtentičnost, kvaliteta briških proizvodov, se pravi primarnih, tukaj govorimo o vinu, govorimo o sadju, govorimo o kulinariki. Ne moremo mimo pokrajine, ki je zagotovo edinstvena, ta naš čezmejni prostor, griči posajeni z trtami, zolkami, sadnim drevjem, se pravi ta naša terasirana krajina, ampak vedno v ospredje postavljamo briškega človeka. Brez tega Brda ne bi bila tako posebna in seveda ljudje v Brdi, ki se radi povezujejo, radi sprejemajo goste, se pravi ta pristan človeški odnos in pa seveda tudi sodelovanje. Jaz mislim, da ključ do uspeha je zares v vseh teh, bom rekla, dejavnikih in pa seveda vsem tem sodelovanju, tudi po drugi strani, ne samo med ključnimi akterji, ko govorimo o vinarjih, ko govorimo o sadjarjih, o ponudnikih gostinskih storitev, nočitev, ampak tudi, bom rekla, uspešno sodelovanje in podpora občine in pa zavoda. Seveda je veliko prostora tudi za izboljšave, kaj ne, gospod Štekar? Ja, seveda, vedno se dobiš prostor dodatni še za dodatno stvar, kot je že povedala Tina. Jaz mislim, da tukaj predvsem smo mi Brici tisti, ki smo mrljivi, ki iščemo nek napredek, vedno izboljšati stvari. Zato mislim, da smo, bi rekel, lahko kar en korak pred ostalimi našimi sosedje okrog. Ne. Kaj pa iščejo turisti? Kaj opažate? Seveda, v Brdih se išče predvsem, kar jaz mislim, da je tudi prav vino pa kulinariko. Imamo ogromno vinarjev briških, ki so poznani daleč okrog po svetu. Tudi sami prodajamo res vina dobesedno po celem svetu. Hrana je posebna stvar pri nas, tudi naša kmetija oziroma naša hiša Štekar strmi k temu in bo strmela tudi v prihodnosti, da se bo še vedno pridelovala oziroma postregla pristna hrana, ampak bomo vedno bolj gledali, da bo ta hrana postrežena na lepši način. Zato bi rad tudi v tej priložnosti povedal, da se nam v kratkim pridruži ena nova kuharica k nam, ki je bila tudi v prejšnjih sezonah v Masterchefu, tako da bomo imeli nove, mlade moči in se nadejamo tudi lepih uspehov. Boste že kaj razkrili tudi ime? Lahko povem, ja, da to je Daša Figel. Je težko dobiti, kaj ne, tudi na tem področju kader? Ne samo v gostinstvu. Lani smo imeli velike težave tudi za delo v vinogradu. Mi imamo to srečo, zato ker smo družinsko podjetje, pa si pomagamo in drugemu, starša sta še vedno tudi v pogonu. Kaj bo pa nam prinesla prihodnost, bomo pa videli. Ne? Ljudje se iščejo za delati, no? Mi jih pa zelo težko dobimo trenutno. Morda še, gospa Novak Samec, kaj opažate vi, kaj je tisto, kar obiskovalci najbolj iščejo? Ja, zagotovo to, kar je že povedal Jure, se pravi vino, kulinarika, poleg tega posebna doživetja, ki so nek način vedno resnično vezana tudi z briškim človekom, se pravi, radi se z nami podružijo, preživijo z nami dan tako ali drugače, tako da tudi češnje, tudi recimo piknike se organizira, pa vinski safari, razne degustacije, razne delavnice na področju kulinarike, na področju keramike ali pa izdelave naravne kozmetike. Tega je pri nas kar dosti, ampak razlikujejo se tudi od obdobja do obdobja. Mogoče si mislimo, da pričakujejo, da jih strežemo spredi, zadnji, ponujamo ne vem kakšne novosti, po drugi strani pa opažamo, da predvsem po letnem času ljudje oziroma obiskovalci preprosto pridejo in uživajo. Želijo si oddiha, radi so v tem našem mirnem, čudovitem okolju, se pravi obdani z naravo in pa seveda prisegajo na te pristne odnose in pa na visoko kvaliteto hrane in pa vina. Kulturni turizem je čedalje bolj zanimiva panoga, sploh v povezavi z ostalimi doživetji in veliko si od naziva Evropska prestolnica kulture obetata tako Gorici, ki bosta prihodnje leto nosili ta naziv, kot tudi širša regija. Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem Brda, kje so glavne priložnosti teritorija in širše?
Jaz vedno povem, da eno je leto 2025 in ta leta, ko se pripravljamo na vse dogodke v letu 2025, ampak vprašati se moramo tudi, kaj bo po letu 2025 ostalo, katere nove produkte, katero novo ponudbo trajno bomo uspeli realizirati in s tem tudi na nek način generirati novo skupino obiskovalcev, ki so mogoče bolj dovzetni za festivale, za umetnost, za kulturo in pa, bom rekla, vse aktivnosti na splošno na področju kulturnega udejstvovanja. Ampak, ko govorimo o tem, ne smemo zanemariti tudi vso ostalo ponudbo, ki je na to vezana. Moramo vedeti, da ljudje ne bodo prišli k nam samo zaradi dogodkov, se bodo pri nas ustavili, bodo prespali, vprašati se moramo seveda tudi, kako se bodo prevažali tu okrog in kako na splošno prezentirati našo širšo regijo in ne samo dve mesti. Tako da jaz mislim, da izzivov imamo veliko, imamo pa tudi veliko priložnosti, katere lahko izkoristimo, če bomo znali se primerno pripraviti in tudi povezati med sabo. No, danes je z nami tudi briški ponudnik, vinar Jure Štekar. Kako se sami pripravljate oziroma kako gledate na to priložnost? Tako bom rekel, vse te dogodki, ne govorim samo za to, kar bo leta 2025, k nam privabi ogromno gostov. To Brda in vino dogodek, praznik Rebule. Pogrešamo malo več teh dogodkov tudi v tem bolj zaspanem času, ker bi nam dopolnilo kapacitete, tako bi lahko več časa v letu imeli možnosti, da bi delali, po domače povedano. Zato mi pozdravljamo take dogodke, tudi če so v naši bližini, je pa res to, kar je Tina prej izpostavila, kako se bodo prevažali. Če smo mi neka vinska destinacija, pomeni, da je tukaj že v igri alkohol in bi bilo fajn poskrbeti že prej, ko bi bil ta dogodek, pa tudi za naprej po temu, da bi imeli neke povezave laže, ker ljudje, vemo kako je danes, z izpiti pa alkoholom. Torej, omenil je, tudi sami ste že dejali, dogodke različne. Je to ključ tudi do uspešne promocije, recimo, kako jo še izvajate, nadgrajujete? Zagotovo so festivali in dogodki tako na področju enogastronomije, mogoče bolj turistično obarvani, športno obarvani, kot tudi kulturno obarvani, so tisti, ki privabljajo obiskovalce k nam. Potem smo tudi poznani. Mogoče nekoliko bolj zagotovo po dogodku Brda in vino, praznik Rebule in oljčnega olja. Ne moremo mimo tradicionalnega praznika češenj, ki smo ga lani preimenovali v festival Briške češnje, pa martinovanje. No, poleg tega pa imamo en kup tradicionalnih dogodkov, ki temelijo prav na kulturi in umetnosti. Od opere do literarnih večerov, do improvizirane glasbe, skratka teh je kar nekaj. In vsi ti so tisti, ki tudi zagotavljajo na nek način promocijo, ne samo doma, ampak tudi v tujini. Kar nekaj je teh glasbeno obarvanih festivalov, kjer beležimo predvsem tuje obiskovalce. Lahko govorimo o 90% tujih obiskovalcev, pa le 10% slovenskih obiskovalcev. In res je, prizadevamo se tudi skupaj z našimi ponudniki, da bi določene dogodke organizirali tudi v tej bolj mrtvi sezoni, se pravi nekako po martinovanju, november, december in potem nekje do velike noči. Tukaj imamo še prostor. Kako so gosti, recimo, kako gosti pridejo do vas, gospod Štekar? Je to od ust do ust, kaj opažate? Pri nas bi lahko rekel, kar se tiče same hiše Štekar, da je to od ust do ust, ker smo že na tržišču že kar 40 let hmali. Imate goste večinoma iz tujine, predvidevam? Večinoma iz tujine, še posebno v tem poletnem času od junija pa do konca septembra. Če samo tako izpostavim, mi bomo prvič dali sobe od hiše Štekar na booking, do zdaj pa nismo rabili, zdaj smo probamo še tukaj se malo spromovirati. Je pa tukaj še veliko potencijala za promocije, ampak jaz ne vidim več tukaj potencijala na sejmih, ampak bolj v raznih Facebookih, Instagramih, pa tukaj se promovirati. Ker sami izkušnje so me pokazali, tudi vinski sejmi so vedno manj obiskani. Vsi si želimo obiskovalce, goste, ki bi ostali več dni, več potrošili, obenem pa nekako nam ne diši oziroma svarimo pred tem masovnim turizmom. Cilj je torej privabiti gosta, kako? Pravega gosta.
Jaz mislim, da privabljamo skozi ponudbo, ki jo generiramo. Naša ponudba stremi k temu, da je visoko kvalitetna, da se lahko posvetimo vsakemu gostu, ki k nam pride in posledično seveda je tudi cena temu primerna. Se pravi, jaz mislim, da resnično s ponudbo, ki jo imamo, generiramo tudi, katere goste želimo privabiti in te goste privabljamo. Veliko se je spremenilo, gospod Štekar, od času, ko so v Brda vozili avtobusi, tudi prejle sva pred oddajo govorila veliko na to temo. Kaj opažate, kaj se je spremenilo v tem času? Kakšen je sedaj ta turizem? Tudi sam COVID je kar obrnil papirje na mizi. Mi smo imeli prej večinoma Avstrijce pa Nemce kot turiste. Po COVIDu se je veliko, jaz govorim za našo hišo, spremenilo. Je ogromno turistov iz Beneluxa pa iz Skandinavije. Pridejo in z avti dol iz Skandinavije, tako kot z avioni, avtobusi in tako naprej. Ne? Ampak to so drugačni gosti. To mislim, da so ti gosti, ki jih mi iščemo. No? Kaj opažate, gospa Tina Novak Samec, kako se je ta struktura gostov spremenila? Ja, zagotovo je res, da se je spremenila po COVID-u struktura. Beležimo rahel upad recimo avstrijskih gostov, po drugi strani pa povečanje iz držav Beneluxa, Nizozemska, Francija. Treba je tudi povedati, da smo vsi skupaj mogoče malček bolj prisotni, pa res že kar vrsto let prisotni na teh trgih, bodi si, bom rekla, na specializiranih sejmih oziroma workshopih, seveda pa tudi z promocijo na socialnih medijih. Na nek način mi kar prisluhnemo našim ponudnikom, ki nam povejo, kakšnih gostov si želijo oziroma kateri so tisti gostje, ki so za nas bolj primerni. Na nek način pa sledimo seveda tudi, kje se naši vinari promovirajo, kam izvažajo vina. To tudi narekuje na nek način potencialne trge, katere tudi mi podkrepimo dodatno s promocijo. Kako je pa kaj z namestitvami? Prejle ste uvodoma povedali, gospod Štekar, da ste pričeli tudi z novo vrsto namestitve, torej glampingom. Iščejo torej gostje bolj luksuzne, če tako rečem, namestitve? Seveda. Taki gosti, ki prihajajo trenutno, iščejo vedno bolj luksuzne namestitve. Zato tukaj imamo tudi en plan nekje drugje, malo povečati. To je bila samo za nas neka poskusna stvar s temi hiškami. Se je prijela? Se je prijela in tudi za naprej, kar se tiče teh rezervacij, je kar lepo videti, no. Rezervacije za letošnje leto. Imamo še v planu nekje drugje to narediti, ampak nas zelo blokira tukaj birokracija, ker je ogromno čakanja, papirju, dovoljen in to me malo razžalosti mene. No. Kaj pa gostinska ponudba? Gospa Tina Novak Samec, velikokrat smo že slišali, da Brda nimajo svoje gostinske ponudbe oziroma nimaš kje spiti kafeta. Verjetno gostje tega ne vidijo tako, ali pač? Ja, se je tudi nekaj spremenilo. Zdaj imamo kje spiti kafe v Brdih in sicer odprla se je nova kavarna na Dobrovem v letošnjih prvih mesecih leta. Poleg tega je ponovno prisoten gostinec tudi na gradu Dobrovo. Odpira se v prihodnjih dneh še ena novost v Šmartnem, tako da se kar izpopolnjuje ta ponudba. Jaz moram reči, da ja, resnično je treba pogledati mogoče, kaj je neke vrste fama, se pravi, nimamo kje spiti kafeta, ne verjamem pa, da gostje, tisti, ki pri nas prespijo, resnično so to pogrešali, glede na to, da na naših namestitvah vse to imajo, deležni so res bogatih briških zajtrkov na nek način. Tudi, ko pogledamo mogoče naše urnike delovanja, ugotovimo, da smo v primerjavi z določenimi destinacijami kar na boljšem, lahko rečem. Imamo kar nekaj gostiln, turističnih kmetij, restauracij oziroma gostinskih ponudnikov, ki so odprti čez celo leto. Je pa res, da mogoče začetek tedna je malo manj ponudbe, čez vikende je več odprtih ponudnikov, ampak tudi tukaj delamo in seveda stremimo k izboljšavam, k obogatitvi ponudbe in pa resnično si želimo, da bi mogoče še kdo se na nek način ojunačil in odprl še kakšno gostilno. Treba je povedati, da primanjkuje kader, kot smo že prej slišali, in pa seveda gre za trdo delo in dosti odrekanj in tisti, ki so kdajkoli delali v gostinstvu, to seveda vejo.
Kdo vse pa se pravzaprav v Brdih ukvarja s turizmom, kako se ta ponudba dopolnjuje, gospa Tina Novak Samec? Praktično, ko pogledamo, koliko je resnično ljudi, ki je tako ali drugače vključenih v generiranje ponudbe, lahko rečemo, da je kmalu vsaka briška družina tako ali drugače. Treba je povedati, da lahko oblikujemo še tako zanimivo ponudbo, ampak če nimamo pridnih briških delovnih kmetov in nasplošno prebivalcev, ki skrbijo za urejeno krajino, tudi sama ponudba ne bi bila tako privlačna. Seveda govorimo o vinarjih, govorimo o sadjarjih, oljkarjih, govorimo o gostinskih ponudnikih, ponudnikih nočitvenih kapacitet, vsi tisti, ki se ukvarjajo mogoče z doživeti, s kreiranjem nekih festivalov, posebnih večerov, organizacijo dogodkov, tega je kar nekaj. In tako kot sem na začetku povedala, ključ je resnično v avtentičnosti in v sodelovanju. Gospod Jure Štekar, torej sami ste mi prej dejali, najprej prvi korak je počistiti pred hišo, oziroma če začnemo v te turistične vode pluti, je najprej potrebno pospraviti doma. Kaj opažate sami? Torej je res se skoraj vsaka družina ukvarja s turizmom? Bi se kar strinjal, ja. Bi se kar strinjal s tem in tudi res Brda, lahko rečemo, da so pospravljena, da so čista, ne? In moramo vsi stremeti k temu, če želimo v prihodnosti še graditi na turizmu. Malo vaju bom izvala sedaj, kako gledate pa na projekt Briške terme, gospod Štekar? Je to dobrodošla dopolnitev ali se bojite kakšnega masovnega turizma, recimo? Ne, jaz mislim, da bi to za nas dopolnilo neko zimsko ponudbo, sigurno, ne? Je pa dejstvo, da ljudje še vedno bojo tisti, ki bojo iskali turistično kmetijo, bojo šli tam. Tisti, ki bojo iskali terme, bojo tam, ne? To za nas mislim, da je samo plus. Gospa Novak Samec, še morda vi na to temo? Ja, zagotovo nam manjka ena taka ponudba, se pravi nekaj dodatnega, ker bi predvsem v zimskem času, v deževnih dnevih lahko ljudje preživeli dan v spaju, no treba je pa tudi pogledati, na kak način bo širša ponudba generirana. Se pravi, zagotovo bo nekaj takih vsebin, ki jih v Brdih še nimamo in bodo pripeljale tudi neko novo ciljno skupino. Prav ta ciljna skupina pa bo potem povpraševala tudi po briškem vinu, tudi po briški kulinariki in posebnih doživetih. Verjamem, da ne bodo zaprti cel vikend oziroma cel teden v sobah oziroma znotraj tega kompleksa, ampak bodo preizkušali in poizkušali tudi ostalo našo ponudbo. Še čisto na kratko, gospod Štekar, koliko pa je vaših gostov, recimo takih, ki želijo z vami v vinograd, koliko jih išče kakšno tako doživetje? V preteklosti jih je bilo več. Še posebno v času trgatve, v času obiranja češenj. Danes mislim, da so bolj taki, ki bi radi bi bili pocrkljani doma na dvorišču. Ne? Je pa res, jim gremo pokazati, kako uspeva trta, kako se pride do grozja, ampak da bi prav želeli tam nekaj delati in tako jih je zelo malo. No. Torej, malček na razvajanje, koliko dni pa recimo ostanejo? Poprečno tam 2 do 3 noči. Je zdaj trenutno. Je pa res, da v poletnem času imamo kar nekaj rezervacij, to začuda po dolgem času, tudi teden pa 10 dni. Ne? Pa vam kdo reče, recimo, da bi šel na kakšno kavo v Brda ali dobil vse pri vas? Jaz sam ne pijem kave, prvo jim ponudim vino. Mislim, da že vrsto let res govorimo o tem, kako se ne zapirati v občinske meje, torej da turist, obiskovalec ne gleda občinskih meja. Kako vidite recimo povezovanje na tem področju, gospa Novak Samec? Mi se povezujemo od vedno, lahko rečem. Nikoli nismo gledali na občinske meje, smo del neformalne skupnosti Julijskih Alp, po drugi strani kreiramo res veliko dogodkov skupaj z občinami in pa so organizatorji na italijanski strani. Seveda se pa vedno več povezujemo tudi z Vipavsko dolino in Krasom, glede na to, da imamo zdaj v Novi Gorici tudi zavod oziroma zavod Nova Gorica Vipavska dolina. Jaz mislim, da je to povezovanje ključno. Mi ne moremo zapirati naših gostov v občinske meje in jaz vedno rečem, glede na to, od kje se gost k nam pripelje, je naš prvi radij 50 km, drugi pa 100 km. Ne moremo mimo tega, da ko pridejo gostje iz bolj oddaljenih krajev in ponudimo tudi Ljubljano, Postojnsko jamo, obmorske kraje, po drugi strani pa seveda tudi Bled, Bohinj in tako naprej.
Gospod Štekar, bi poslali obiskovalca tudi na pokušino vipavskega vina? Seveda, Vipavci so naši dobri prijatelji. Ne? Tukaj, kar se tiče povezovanja, pri nas je zelo lep primer že z vinarji iz italijanskega kraja Brd Kolja. Ne? Imamo lep dogodek Brda and Friends, ki bo tudi letos. Ne? To je že en lep dokaz. Pa da ne govorimo vipavski vinarji, če govorimo samo o vinarjih, izjemni vinarji, lepa vina delajo, pridelujejo zadnje leta. Tako da jaz sem za povezovanje. No, če povzamemo, potegnemo črto, torej kje so tisti zmagovalni aduti in kje so še priložnosti? Gospa Novak Samec. Priložnosti za izboljšavo vedno so, kreirati moramo skupaj ponudbo, se pravi z roko v roki, briški ponudniki, seveda po drugi strani pa tudi naš zavod in pa občina. Jaz mislim, da imamo kar nekaj idej, teh nam res nikoli ne zmanjka, ampak kot rečeno že na začetku, vedno je v ospredju človek. Brez pridnih briških rok namreč ne bi bilo ničesar, kaj ne, gospod Štekar? Točno tako je. Kot je že Tina povedala, moramo biti marljivi, gledati naprej, iskati izboljšave na vseh področjih, ne samo v gostinstvu, vinarstvu, vse možne stvari in skupaj nam bo uspelo. Pa bo podmladek, oziroma je podmladek? Jaz imam 3 sinove. Ja, spoštovana gosta, hvala lepa za ta prijeten čas v vajni družbi, veliko uspeha seveda obema in hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo in vabljeni v Brda. Hvala. Tako, hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili v naši družbi in seveda povabljeni tudi prihodnji torek, da bomo skupaj korakali do uspeha. Lep dan še naprej. Koraki do uspeha.